Novica z Ljubljane! Wow, lej. Uganka za vas. Kaj se non-stop reži, je obtoženo korupcije in spolnega šušmarjenja? Tudi stripi, ko so mu risanko ukinili, hudo je bilo, težko je prenesel to. Ampak poleg njega je takšen tudi nekdo drug. To je popolna neresnica. Nikoli od nikogar nisem zahteval nobenih protiuslug, ne denarnih, ne spolnih. Tako dan potem, ko so ga na magistratu že tretjič obiskali kriminalisti, pravi ljubljanski župan Zoran Janković. Opa, Zoki, ko vas pa zdaj skuhu, a? Dajmo pogledati, policija mu brska po bajti, že en cajt mu pa prisluškujejo. Med drugim so verjetno slišali, ko je Zoki klical EU župane in rekel, Ljubljana je najlepše mesto, ne, pa prekinil. Moje kliče po prestolnicah. A policaje najbolj zanimajo pogovori, iz katerih so razbrali, da je Zoki za določene posle pobasil 10% keša. Pa to, da je neki ženski dal šiht v lekarni v zameno za spolne usluge. Zdaj, preden gremo dalje, dajmo nekaj razčistiti. Odkot izraz spolna usluga? A ni usluga nekaj, kar narediš frendu, ko je v stiski? Usluga bi bila, če bi Zoki prišel k kolegici in rekel, ful sem potreben, daj mi uslugo nared, pa mi ga povlec. Ona bo dobila pa službo, torej za spolno storitev, ne uslugo, da bo jasno. No, in kaj pravi šerif? Nikoli od nikogar nisem stel nobenih protiuslug. In še to bi rekel, naj s tem zaključujem, da je dotična gospa bila zaposlena že v lekarni Ljubljana več kot 1 leto pred tem, ko naj bi se to zgodilo. Nikoli od nikogar nobenih protiuslug. Vem, da so to šele obtožbe, ampak veste, kako veste, da nekdo laže? Ko nekdo ponavlja, da nečesa ni naredil. In to me takoj spomne na... I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Obema verjamemo, ne? Mimo grede, a veste tisti vic? Pride Janković v lekarno pa reče lekarničarki, dejte mi. Ko fura šerif! Mene sem nekaj zanima, ne? Daniela je vsako Silvestrovo na Prešercu. Sam prav. Kakšne usluge so to morali biti, ne? Ampak roko na srce, jaz Zokiju verjamem, da ni dobil spolnih uslug, ne? Kdo bi se pa dal dol z njim, pri zdravi pameti, lepo te prosim. Ni lik žrebec. Sploh pa Zoki, po moje, seks baby zaračuna. Pa hoče še provizijo zraven. Kjera ženska bi pa sploh spala s takim tipom, da bi nekaj dosegla. Razen žene v teh dveh. Ampak meni se zdi, da bi Zoki spolne usluge prej zahteval od infrastrukture. A ni mahnjen na infrastrukturo, Slovenska cesta, obnovil te bom, če mi nastaviš. Kar pogledajte Prešernov kip, odkar so ga spucali, nekam bolj žalostno gleda, kot prej. Kakorkoli štorija gre dalje, Zoki naj bi med drugim prejemal tudi podkupnine, iskat, naj bi jih pa šel, oziroma hodil njegov sinček Jurček. A veste, tista pošten. Jurček, 5 na tržnico po solato, pa paradajze, pa k mesarju po svinsko ribico, pa na parkirišče za šparom po 100 jurjev, no. Pa lekarničar ko praši, če noseča. V glavnem, Zoki je kaj Janezek. Vedno neka štala in zmer se zvleče z nje. Ampak nekaj pa verjamem. Za vsega lumpa raste palca in prej ali slej najebeš. Če ne zdaj, pa naslednjič. In Zoki enkrat ne bo rešil ne kučen, ne hollywoodski nasmešek, ne? Pika na i. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.